Smo v rastlinjaku in tukaj se zelo lepo razrašča krompir. Gre za najbolj zgodno sorto krompirja v Sloveniji, to je sorta Arov. Vidimo, da v sredini aprila že lepo se razrašča in ta sorta pravzaprav niti nima težav s krompirjevo plesnijo, če sadimo dovolj narazen. Seveda pa ima tudi manj težav s koloradskim hroščem, kajti poberemo jo že pred napadom tega škodljivca oziroma pred njegovo prerazmnožitvijo. Mi bomo ta pridelek poberali tam v sredini junija. No, vsi pa, ki imate sorte, ki niso tako zgodne, da prehitijo plesen in koloradskega hrošča, pa priporočam, da začnete že zelo zgodaj s preventivnim škropljenjem s čajem zarmana, kamilice, uporabljanje tudi čaj žajbla. Vsekakor pa priporočam tudi uporabo pripravka Foliomax, ki krepi splošno odpornost rastlin. Z njim pa prvič škropimo, ko se krompir že lepo razrašča, potem drugič predno so vrste strnjene in tretjič nekako pred oberanjem. Jaz enostavno škropim na vsake 3 tedne in je pridelek super. Poškropim pa tudi ostal del rastlinjaka in na ta način pospešim pridelek, da je pravzaprav še hitrejši. Pripravek Foliomax uporabimo tudi kot namen odvračanja koloradskega hrošča, posebej pri srednje poznih in poznih sortah krompirja. Foliomax vsebuje poleg mikroniziranega kalcica še silicij, ki deluje odvračalno, tako da ličinke koloradskega hrošča potem delajo manj škode in rezultat se potem pozna tudi na pridelku. Pokazal vam bom, kako pripravimo Foliomax oziroma škropivo. 5 gramov, to je 1 poravnana žlička Foliomaxa, dodamo na liter vode in to pravzaprav zadostuje za površino 25 kvadratnih metrov. Najprej dodamo malo vode, vse skupaj premešamo, potem pa enostavno začnemo škropljenjem. No, eno tako pakiranje, 300 gramsko, zadostuje za površino 1500 kvadratnih metrov. To pomeni, če imamo vrt velikosti 100 do 150 kvadratnih metrov, zadošča za 3 leta, tako da nakup se zagotovo obrestuje. Z njim pa ne škropimo samo vrtnine, uporabimo ga tudi na sadnem drevju. Sam ga zelo rad uporabljam na rubidah, jablanah, hruškah, aronijah in pridelek je nekoliko hitrejši, predvsem se pa pozna tudi na končnem rezultatu. Škropimo običajno 3 do 5 krat na sezono. Jaz uporabljam to škropivo na 14 dni do 3 tedne. Seveda krompir bolj pozne sorte škropimo 5 krat, zgodne sorte 2 krat, včasih tudi 3 krat. Solato ravno tako običajno 2 krat, kajti ima hitro vegetacijo. Spet tiste vrtnine ali sadno drevje, ki pa ima daljšo vegetacijo, pa škropimo večkrat. Vse je odvisno seveda samo od rastne dobe. Vedno škropimo v jutranjih urah, ne škropimo sredi dneva, ko je vroče. Še boljše pa, da to naredimo tudi v večernih urah. To posebej velja v vročih poletnih dneh in takrat bomo dosegli največji učinek. Sajenjem paradižnika na vrtu v mesecu maju ne hitimo. Od sredine aprila do konca aprila ga sadimo v rastlinjak. Takrat ga že lahko posadimo v toplo okolje ali pa na obalnem področju, ker je bolj toplo. V celinski Sloveniji pa seveda konec aprila, v začetku maja lahko kupite sadike, jih presadite v lonček in nekoliko večji, potem pa te sadike vzdržujete in jih posadite po 20. maju in takrat bo pridelek najboljši. No, pa poglejmo, kako pravilno postavimo zastirko na zelenjavnem vrtu. Vedno jo postavimo na predhodno zalita tla, kajti na ta način vlaga lažje prehaja v nižje plasti. V spomladanskem času
pa jo postavljamo sredi dneva, ko je najbolj toplo, sončno, vroče, kajti takrat so tla ogreta in tudi zastirka na ta način zadržuje toploto. V aprilu, maju seveda prilagajeno debelino zastirke, jaz uporabljam kar travo z odkosom na vrtu. Ta trava je zelo dobro zdrobljena, manipulacija je lahka. No, vsi, ki imate težave s polži, pa ne priporočam uporabo trave. Boljše je, da uporabite liste in stebla zlate rozge, kajti ti vsebujejo aktivne snovi, ki polžo odvračajo od vaših rastlin. Še manj težav pa boste imeli s polži, če boste uporabili ovčjo volno. Jaz jo uporabljam v rastlinjaku in uspeh je zagotovljen. No, pomaga tudi, če škropimo rastline z mikroniziranim kalcitom. Mikroniziran kalcit enostavno ustvarja tako rahlo hrapavo, suho površino in tudi bazično, in to pravzaprav polžam najbolj ne ugaja in raje imajo solate, ki niso nič škropljene. Proti polžam ukrepamo tudi tako, da imamo urejeno in pokošeno širšo okolico vrta. Pri nas imamo kar širok pas košnje, na ta način pravzaprav polži nimajo tistih površin, kjer bi se skrivali in vdirali na vrt ter napadali naše vrtnine. V spomladanskem času se zagotovo obrestuje sajenje iz sadik. Solata je na ta način hitrejša kot semena. Tukaj pa imamo tudi peteršilj, ki je sajen s pomočjo sadik. Na ta način nimajo težave s kalitvijo, kajti peteršilj rabi topla tla, vlažna. Najboljše ga je sejati v aprilu, takrat hitro kali, nima izpad kalivosti. Opazili smo, da je pridelek s peteršilja tako boljši, hitrejši. No, če pa sejemo za korenček, pa seveda raje priporočam setev korenčka, kajti če sadite sadike, imate potem lahko presekane korene. Korenček najprej naredi dolgo glavno korenino, rabi prosta tla, če je razcepljen, je lahko kakšna ovira, kamen, lahko je, da je v zemlji tudi mogoče nekoliko več hlevskega gnoja. Če ga pa sejemo v normalna tla, pa je tudi koren dober, podolgovat, lep, in če ga sejemo v aprilu, imamo potem tudi enakomerno kalitev. Če želimo pa zgodnejši pridelek, pa predvsem izberemo bolj zgodne sorte. Vidimo tukaj, da so robide porezane, že tvorijo prve poganke, in ti poganki, ki izraščajo iz takih kratkih čepov, bodo tudi rodni. In zdaj je tudi čas, da jih poškropimo z mikroniziranim kalcitom, kajti to seveda pozitivno vpliva na pridelek. Sibirske borovnice so tudi zaključile že fazo cvetenja, ravno razvijajo plodiče, tako da vidimo, da tukaj je to najhitrejši pridelek na vrtu in tudi to rastlino poškropimo, tako da Foliamax uporabimo lahko v celotnem sadnem vrtu. Škropimo ameriške borovnice, jablane, hruške, aronije, pravzaprav vso jagodičje, in to je tisto, kar je treba narediti sedaj, ko se rastline razraščajo, potem pa to ponavljamo na vsake 3 tedne. No, tukaj spodaj pri robidah bomo lahko nekoliko kasneje izločili vse neperspektivne poganke. Te, ki so rodne, pustimo, 3 od spodaj pa bomo pustili, vse ostale pa poščipamo, ampak to običajno delamo v mesecu maju, takrat so pravzaprav poganki tudi že boljše razvidni.